Predstavitev te najnovejše in najmanjše Škode Citigo bi lahko zelo poenostavil in vam dejal, da pojdite na www.volan.si pa si tam pogledajte Matejevo reportažo Volkswagen Up. Tole je dejansko enak avtomobil, samo v Škodini preobleki. In ne, nima nobenih terenskih ambicij, sem ga pa sem postavil zato, ker je tule iz najbolj zahodne točke Evrope res lep razgled na Atlantik. No, ampak vam tega ne bom rekel, ker je Citigo dovolj poseben, da si zasluži več besed. Ta malček je namreč prva Škoda z novim logotipom, prva Škoda s sistemom CitySafe, ki namesto vas zavira do hitrosti 30 km/h in prva Škoda z zračno blazino, ki ščiti obenem glavo in celotno telo. Prva razlika z Upom je ta, da Citigo takoj prihaja v 3- in 5-vratni izvedbi, pri nas bo to v maju, medtem ko je na 5-vratnega Upa potrebno še malce počakati. Letos računajo, da jih bodo prodali okrog 120, cena pa bo pri identični opremi za 4% manjša kot Upova. In odkar sem videl prve fotografije, me je zanimalo, kako lahko na bok tako kratkega avtomobila postaviš dvoje vrat. Pa vidim, da sta oba para povsem uporabna. Po segmentu, kjer nastopa Citigo, trenutno posega okrog 10% ljudi, bo pa ta trg v prihodnjih letih vsekakor močno narastel. Citigo pa je že sedaj bojda namenjen mladim študentom in starejšim parom, pa tudi kot drugi avtomobil družinam, da se gospa z njim vozi v trgovino. In temu je ta 3,5 metra dolgi malček pravzaprav tudi najbolj namenjen. Lahkotnemu manevriranju po takšnih mestnih ulicah in parkiranju na ozkih parkirnih mestih v nakupovalnih središčih. 5 vrat pa prije prav predvsem za odlaganje stvari za prednji sedež. Up in Citigo imata tudi enak motor pod pokrovom, 3-valjnika s 44 oziroma 55 kW in oba sta dovolj živahna, porabita pa manj kot 5 litrov. Škoda bo kmalu dobila tudi različico na plin, ki bo porabila še manj, dobre 4 litre. Od tega trenutka naprej pa so na voljo 3 paketi opreme, lahko pa si omislite še malce individualnosti s takšnimi črtami in drugimi dodatki. Glede na majhnost je Citigo zelo praktičen. Prtljažnik ponuja 251 litrov prostornine, po celotni kabini je polno odlagališč, tudi posebno za telefon. Zanimivo se mi zdi tudi, da ima tako majhen avtomobil gretje sedežev. Posebej zanimivo pa se mi zdi dejstvo, da je na moji strani samo stikalo za odpiranje voznikovega stekla, za sovoznikovega pa ne. Zato tule v Lizboni nisem mogel v zadrego spraviti novinarskega kolega, se ustaviti blizu kakšnega prijetnega dekleta in mu spustiti stekla. Ja, se bo očitno treba spomniti kaj drugega. Lahko mu prižgem gretje sedežev.